Cenjene podpornice in podporniki gibanja Rastoča knjiga, spoštovani visoki gostje, prisotne ekscelence, veleposlanice in veleposlaniki, gospe in gospodje. Dobrodošli pri pomniku Rastoče knjige, Rastoče Slovenije in rastočega sveta. Pričenjamo slavnostnim dogodkom širitve Združenih rastočih knjig sveta, ki sodi v prepoznavni del projekta Rastoča knjiga, s podporo Državnega sveta Republike Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Mestne občine Ljubljana, Narodne in univerzitetne knjižnice, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Javne agencije za knjigo in do danes že 14 držav. Projektu so se v 20 letih, odkar je v tem lepem severnem mestnem parku zaživelo gibanje Rastoča knjiga, pridružile Avstrija, Indija, Norveška, Irska, Finska, Hrvaška, Madžarska, Rusija, Francija, Italija, Srbija, Poljska, Češka in Gruzija. Na portalih za menoj so predstavljene najvidnejše literarne umetnine, skrbno izbrane strani posameznih držav. Ob visokem jubileju, 20-letnici projekta Rastoča knjiga in 30-letnici samostojnosti naše države, se Združenim rastočim knjigam kot 15. država pridružuje Slovenija. Dovolite mi, da med nami pozdravim nekaj uglednih gostov. Med nami so gospa magister Marjana Kolenko, predsednica Društva Rastoča knjiga, gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
gospod Dejan Crnek, podžupan mestne občine Ljubljana in tudi državni svetnik, ter idejni oče projekta Rastoča knjiga, dr. Janez Gabrijelčič. K besedi najprej vabim predsednico društva Rastoča knjiga, gospod magister Marjano Kolenko. Izvolite. Spoštovani veleposlaniki, spoštovane ekscelence, spoštovani vsi podporniki gibanja Rastoča knjiga in seveda s tem tudi gibanja za boljšo družbo in za lepšo prihodnost. V izjemno čast mi je danes, da vas lahko nagovorim kot predsednica gibanja Rastoča knjiga, saj verjamem v to, kar prinaša naše društvo in naše gibanje. Verjamem v vrednote, ki jih širimo med ljudi, predvsem pa verjamem v izvirno idejo, ki smo ji bili priča pred 22 leti. Ampak predvsem želim izpostaviti slednje. Društvo Rastoča knjiga in pa gibanje, ki je bilo zasnovano pred 22 leti, je inovativno gibanje in to z namenom, da poveže 2 milijona državljanov Republike Slovenije, da zna izkoristiti potencial, ki ga nosi vsak posameznik in da zna to povezati v skupno boljšo družbo in predvsem v skupno boljšo prihodnost. Ideja je častitljiva predvsem zaradi tega, ker je postala uresničljiva. Namreč ideja, ki ne živi in nima moči, da bi delovala, nima perspektive, ampak ideja gibanja Rastoča knjiga živi, je uresničljiva in to dokazujejo številne prakse. K temu gibanju se namreč pridružujejo številne osnovne šole, številne ustanove, mesta, kraji, ki so prepoznali moč sporočila, moč vrednot, predvsem pa moč, ki jo nosimo ljudje v sebi. In zato je ta ideja tako izjemna za vse nas. Živimo v izjemno negotovih časih, v zelo nepredvidljivih časih, v časih, ki lahko rečemo, nas obdaja več strahu kot optimizma. In tukaj naslavljam vse zbrane. Ja, ideja Rastoče knjige je optimistična ideja in prav z njo želimo dosegati pozitiven duh med vsemi nami. In državotvoren biti pomeni, da moramo znati izkoristiti vse naše danosti. In če bi v tem trenutku pogledala, kje je velika prednost našega gibanja, velika prednost je v tem, da imamo dobro podlago, dober temelj za državotvorno delovanje. Kaj to pomeni in kaj imamo na razpolago? Na razpolago namreč imamo izjemno veliko v abecedi odličnosti. Izpostavljam jo, ker je napisana za vsakega posameznika, za vsakega državljana v naši državi, od otrok do najstarejših. Namreč abeceda odličnosti govori o tem, kaj lahko naredi vsak sam, kakšen pomen ima znanje, kakšen pomen ima odnos do znanja, do znanosti, do knjige, do rasti, do dobrote, do vsega pozitivnega. Imamo znanje in imamo znanost. Le dati je treba seveda nazaj pravo mesto. Predvsem izpostavljam, da imamo umetnost in bogato kulturo, pa vendar je bila zasenčena v zadnjih letih in ravno mi lahko pomagamo dati tisti nazaj blišč in večje spoštovanje, ki ga je bila deležna, saj je kultura naša resna in resnična narodova identiteta. Imamo zagotovo možnost samospoštovanja in spoštovanja. Spoštovanja zaradi tega, ker je velikokrat odsotno. In ravno nespoštovanje je tisto, ki nam je kot gibanju Rastoča knjiga priložnost, da ga ponovno postavimo na zemljevid vrednot. Imamo podlago v humanosti in pa seveda v številnih medsebojnih možnostih pomoči.
kako lahko vsak med nami res deluje humano, ne samo humanitarno, in kako lahko pomagamo in kako navdihujemo druge, da delajo tako, kot smo si zastavili sami. In predvsem imamo izjemno vrednoto, mir in svobodo. Še vedno jo imamo in tudi upamo, da nam bo ostala kot temeljna vrednota, ki bo nam omogočala, da bomo lahko rasli kot posamezniki, kot celovite osebnosti, predvsem pa tudi kot državljani in predvsem tudi kot skupnost. O skupnosti mislim tiste v malih skupnostih in seveda skupnost v državi Sloveniji. Deklica z rastočo knjigo je v tem trenutku še močnejša, kajti mora ali pa ima priložnost, da navdihuje, da skozi njo prepoznamo temeljne vrednote, da je ambasadorka znanja in ljubezni, da je ambasadorka predvsem sožitja, sodelovanja, razumevanja različnosti, predvsem pa poudarjam, je priložnost za sprejemanje od različnosti, mora postati sinonim za dobroto, za razgledanega in državotvornega človeka, ki se zaveda, da imamo le en dom in eno samo domovino. To ni iluzija, spoštovani zbrani, to je vizija. In to vizija mene in verjamem vizija vseh, ki ste danes tukaj zbrali in vizija vseh tistih, ki v svojih okoljih širijo njeno sporočilo in njeno moč med ljudmi. Slovenski narod ima velike ljudi, le upam si trditi, da jim je to vredno priznati. Ima pridne, delovne ljudi, le treba jim je to priznati. In pa seveda ima tudi čudovito deželo, na katero smo vsi tako ponosni, kadar se pokaže v svoji najboljši luči, pa vendar je treba za to odpreti oči. In pa seveda ima 2 milijona Slovencev, prebivalcev, svojim umom, svojim razumevanjem, svojim bogatim znanjem, izkušnjami in to pomeni, če znamo to povezati, potem bomo lahko gradili res lepši jutri skozi naše vrednote rastoče knjige. Ko sem že rekla na začetku, verjamem v gibanje Rastoča knjiga, verjamem namreč vse dobro, kar se skriva v meni, v vas, ki ste danes tukaj, vsakem posamezniku in predvsem tudi vsakem državljanu. In če bomo znali to združiti vse to v eno veliko gonilno moč in silo, potem verjamem, da bomo zmagali. Zaključujem svoj nagovor kot prvič v vlogi predsednice. Rekla sem, verjamem v rastočo knjigo, verjamem tudi v deklico rastočo knjigo, ki je sinonim za znanje, razgledanost, modrost, nova spoznanja, za kulturo, za osebno rast, za dobroto, predvsem pa tudi za ljubezen. Zato naj živi rastoča knjiga, naj deklica z rastočo knjigo prinaša mnogim, čeprav v prispodobi, ta duh, o katerem je pisal tudi Tone Pavček, da se širi med ljudi. Iskrena hvala, dr. Gabrijelčič, za to, da ste zasnovali takrat pred 22 leti idejo. Iskrena hvala državnemu svetu. Namreč brez predsednikov, ki podpirajo rastočo knjigo, ne bi bili danes tukaj po 22 letih. In hvala prav vsakemu med vami, ki širi duh in širi vrednote, predvsem pa širi vse dobro, kar je v nas. Hvala in čestitke ob 20. obletnici gibanja Rastoča knjiga, predvsem pa tudi ob 30. obletnici naše samostojne države, za katero si želim, da bi nanjo bili ponosni prav vsi. Hvala gospe predsednici za zelo navdihujoč nagovor. Zdaj pa vabim k besedi idejnega očeta projekta, dr. Janeza Gabrijelčiča. Izvolite.
Tudi jaz vas vse lepo, lepo pozdravljam v tem lepem delu Ljubljane, ki ni samo lep, ampak je tudi pomenljiv. Namreč tukaj se dogajajo neke posebne energije, že 22 let pravzaprav, ne? In kot je naša predsednica poudarila, predvsem to, kaj rastoča knjiga je in deklica z rastočo knjigo, bom jaz nekoliko več povedal o združenih rastočih knjigah sveta. Torej, pred 22 leti je prišlo novo tisočletje. Kaj narediti? Novo tisočletje je le novo tisočletje. To je pomembno, da se za teh 1000 let nekako postavi vizija. In mi smo se odločili, da je naša vizija znanje in nositeljica znanja je knjiga. In ker želimo, da 1000 let še Slovenija in naš univerzum živi, smo rekli, dobrodošla rastoča knjiga. In tako se ta duh čuti, ki ga ta deklica simbolično spodbuja, saj je tam že prav na začetku naš Boris Pahor dejal, edino ljubezen bo rešila človeštvo. In to je tista močna energija, ljubezen med Slovenci, ljubezen med narodi. To je tisto ključno, kar sedaj že 22 let nekako govorimo, ampak ne samo govorimo, tudi uveljavljamo. Ja, abeceda odličnosti in mojstrstva, nekaj inovativnega, od A do Ž so vrednote, ki nas krepijo, ki nas delajo osebnosti. In mi, kot je bilo rečeno, želimo v Sloveniji imeti 2 milijona osebnosti. Potem pa smo rekli na začetku novega tisočletja tudi, ja pa zakaj bi mi pravzaprav tak lep projekt samo v Sloveniji gradili? A ne bi bilo lepo, če ga gradimo z našimi sosedi, pa pravzaprav z vsemi 7 milijardami ljudmi? Ja, to je to. Sedaj je svet pravzaprav nekaj takega, da je vse povezano. Vse se med seboj deli, vse se med seboj, po našem mnenju, naj tudi bogati. In dovolite mi, da bi povedal nekaj misli, ki smo jih že imeli takrat na mizah in ki jih potem uveljavljamo v združenih rastočih knjigah sveta. Recimo, pogledajte, kako lepo je rekel Hawthorne. Vsak človek zapolnjuje svoj prostor na svetu. V tem smislu je pomemben, pa če to hoče ali ne. Ja, 7 milijard nas je in vsak človek, če hoče ali ne, mora biti odgovoren za to, kako ta svet živi. In mi se s to zanimivo idejo Združene rastoče knjige sveta dejansko obračamo na vseh 7 milijard ljudi. Zdaj nas je že 7 milijard 700, sem pred 2 dnevoma slišal. Izredno hitro se človeštvo, mogoče prehitro za to zemljo dviguje, raste, ampak to moramo imeti pred seboj pri našem razvoju. Poglejte lepo misel, ki jo je napisal Lawrence. Vsakdo od nas ima v sebi tako individualni kot množični jaz, a v različnih količinah in razmerih. Ja, seveda, v nas je egoizem in altruizem. Ja, ampak oboje je pravzaprav dobro, da si ti kot osebnost malo tudi egoista, ne? Seveda pa ključna je po mojem in tudi po mnenju mojih kolegov ta altruizem, da gledamo, da pravzaprav smo mi eno. In glejte, kako lepo je to povedal Nikola Tesla. Vsi mi smo eno, ljudje smo med seboj povezani z nevidnimi silami. Ja, smo in moramo biti povezani v tej ljubezni, v tem našem hrepenenju, da zemlja ne bo upila. Dajte razumeti, da ste vi in potem tudi naslednje generacije gostje
na tej zemlji. In dajte jo lepo graditi naprej, ne pa zapostavljati ali jo celo izkoriščati. Jaz bi tudi, če tole povedal, kar je pravzaprav Vera Albrecht rekla, to se pravi slovenska pisateljica. Ona je govorila o tem, da upanje je ključno, da brez upanja ni nič in v tem smislu naj vsakdo nekaj naredi vsak dan. In lepo je rekel potem tudi naš pesnik Jarc. A neko uro se je prebudila beseda, sproščevalka čudotvorna, ki sta ogenj in viharji pokorna in vsega prav do dna je presvetlila. Vidite, kako pomemben je ta čas, kako pomembna je vsaka urica, da mi naredimo nekaj lepega in da povečujemo znanje. Ker neznanje, to je greh, to pravijo ne samo filozofi, to pravijo tudi velike vere. Znanje, znanje, znanje in naša deklica z rastočo knjigo želi širiti to znanje, ne samo v Sloveniji, ampak seveda tudi po ostalih deželah sveta. Naš pesnik, gospod Tone Pavček, je napisal tudi pesmico o združenih rastočih knjigah sveta. In tam je tudi rekel tolele. Zato kot deklica z rastočo knjigo vsak bralec raste k soncu do neba. Vidite, spet vizija. Ne? Rastoča knjiga, tam je doma znanje. Združene rastoče knjige, tam je doma znanje vsega sveta. In mi želimo, da je to znanje prisotno že pri tistih najmanjših v vrtcu in to delamo spet konkretno, ne, da v vrtcih otroke seznanjamo, kaj je to abeceda odličnosti in mojstrstva, kaj je to, da v življenju ne smeš samo obstajati, ampak se moraš razvijati, moraš živeti bogato in s tem, da povečuješ vsak dan znanje. Častimo na način knjige, častimo deklico z rastočo knjigo, častimo združene rastoče knjige sveta in seveda vse dežele in vseh teh 14 dežel, ki so že prisotne in ki gradijo to posebno atmosfero. Jaz, kdaj pridem sem, ta atmosfera je posebna. Tam vidiš mamico z otrokom, tam vidiš dva starejša človeka, ja, ampak tukaj se v parku rekreirajo, ampak potem pa grejo tudi pogledat, kaj piše pri deklici z rastočo knjigo, pogledajo potem, kaj piše v združenih rastočih knjigah sveta. Imamo celo to, da se sliši v naših teh portalih tudi tuji jeziki. In tako smo zdaj veseli, da si je tudi japonski veleposlanik odločil, da bo tudi japonščina prisotna v tem našem parku, pri tej naši deklici z rastočo knjigo in da bodo dali svoj prispevek k temu, da resnično želimo ohraniti ta naš svet. Jaz bi na koncu se zahvalil tudi gospodu Horovatu. On je bil takrat predsednik državnega sveta na začetku tisočletja, ko je bilo kar precej težav, ko smo morali ljudem razlagati, kaj to rastoča knjiga je, kaj so združene rastoče knjige sveta in kaj je odličnost, kajti mi želimo odličnost, ki jo imamo na otočju zdaj že 30 let, teoretično bolj praktično speljati tudi preko združenih rastočih knjig sveta. In sem vesel, da je tudi prisoten sedaj po 22 letih z nami in da vidi, kako je ta zadeva lepo rasla. Sem pa tudi vesel, da bo letos tudi njegova firma, to je zelo znana šola seveda za našo agrikulturo, imela v jeseni tudi svoj kip deklice z rastočo knjigo, ampak naj bo to kot skrivnost. Skratka, vesel sem res, da smo tukaj, da lepo vsi nasmejani otvarjamo
Prešernove poezije, enkraten človek, osebnost, katerega moramo mi nekako nadgrajevati s svojim znanjem. Ne? In kako lepo je on tudi napisal, poleg čudovitih pesmih o ljubezni, tudi praktične stvari. Ne? In tako nas se uči, da pravzaprav iz svojih to možgan moramo dodati, če kaj zmanjka. Ja, kako lepo je nam sugeriral, ne razmišljati, da ni mogoče. Vse je mogoče, kajti zdravniki pravijo, da je v naših glavah samo 10% celic izkoriščenih. Kaj torej imamo še na zalogi? Lepo pozdravljeni, srečno deklica, srečno rastoča knjiga, srečne Združene rastoče knjige sveta. Hvala vam. Hvala edinemu očetu, dr. Janezu Gabrijelčiču. Sedaj pa k mikrofonu vabim gospoda Dejana Crneka, podžupana Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana z umestitvijo pomnika knjigi v ta čudoviti park dejavno uresničuje plemenito zavezo svetovnega UNESCO-vega mesta literature. Izvolite. Spoštovane dame in gospodje, visoki gostje, najprej na začetku rečem, da je bilo toliko že povedanega, kar sem hotel jaz, tako da moram malo skrajšati svoj govor, ampak naj na začetku vse pozdravim, se zahvalim in čestitam vsem v imenu seveda našega župana, gospoda Zorana Jankovića. Glede na to, pa da sta to dva jubileja, bi bilo pa vredno ponoviti nekatere besede. Najprej seveda zahvala in čestitke dr. Gabrijelčiču, da je sploh začel s to zgodbo, zdaj vemo kdaj, zdaj vemo zakaj, tako da hvala lepa za te informacije, in pogum, da še vedno vztraja, tudi v teh časih. Na to zahvala in čestitke tudi za pogum novi predsednici, gospe Kolenko, ker v teh časih prevzeti eno tako odgovornost, takih ljudi ni več veliko in s takim žarom, ki smo ga bili deležni, tako da nas ne skrbi za nadaljevanje te zgodbe. Potem zahvala, čestitke in pogum seveda mojim kolegicam in kolegom iz Državnega sveta, predvsem gospodu Ohrovotu, ki je s tem začel, in pa tudi zdajšnjemu predsedniku, gospodu Kovšci, ki s tem nadaljuje, in vsem, ki pri tem pomagajo, da se ta ideja širi ne samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji. In seveda tudi zahvala in čestitke za pogum tudi našim sodelavkam in sodelavcem v Državnem svetu, ki poleg svojih nalog, ki verjemite jih ni malo, prevzemajo tudi odgovornost za uresničevanje idej in izpeljavo, konkretizacijo tega projekta na terenu. Ni naključje, da smo v Ljubljani izredno ponosni, da imamo ta kip deklice z rastočo knjigo. Ljubljana je namreč UNESCO-ovo mesto literature. Tam smo se zavezali, da bomo na vse moči podpirali bralno kulturo, ki tudi v teh časih digitalizacije mogoče nekoliko zamera. In v ta namen imamo tudi en krasen projekt, ki se imenuje Knjižnice pod krošnjami. Kdor to spremlja, ve, da vsako poletje, ko se zdaj začne, opremimo naše parke z knjižnicami na prosti, z stoli, kjer lahko ljudje pridejo in brezplačno prebirajo v lepem vremenu, v lepem ambientu knjige in si na ta način prvič sami sebi dvigujejo znanje ali pa dobro voljo in drugič pokažejo tudi drugim, ki mogoče o tem niso mislili, da je to vredno in naj še sami poskusijo. Ker pa vemo, kar je tudi dr. Gabrijelčič rekel, da je osnova, začetek te ideje tudi v tem, da ljubezen združuje vse nas, da nas povezuje. In kar je pomembno, da je ta slogan prišel do tega, da se nam je letos seveda pridružil tudi japonski veleposlanik iz daljne dežele, da je slišal za to. In da imamo tudi v Ljubljani en lep slogan, da živimo skupaj in spoštujemo različnosti. To pomeni, da so vsi dobrodošli, da probamo povezovati cel svet, kot je bilo rečeno. Ni naključje, ker sem že pred 2 dnevoma nekje drugje omenil, ampak je prav, da povemo tudi danes, da ime Ljubljana, ker smo govorili o slovnici, o besedah, izhaja iz imena Ljubljena. Torej ima besedo ljubezen
se pravi, besedo ljubezen v svojem imenu. In prav tako v angleščini ima tudi Slovenija besedo ljubezen v svojem imenu. Torej je in država in glavno mesto sta prostor, kjer je ljubezen doma. Zato verjamem, da bo ta ideja cvetela še naprej, da bo združevala in privabljala še ostale države in bomo tako skupaj rasli in se tudi skupaj česa naučili, da bomo lažje živeli, kot je bilo rečeno, na tem našem planetku. Še enkrat čestitke in obilo dobre volje za naprej, mi smo vam pa vedno na voljo. Hvala gospodu podžupanu Dejanu Crneku. Zdaj pa k besedi vabim predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco. Izvolite. Spoštovani zbrani gostje, spoštovana predsednica Društva Rastoča knjiga Marjana Kolenko, cenjeni dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige, cenjeni podžupan in kolega državni svetnik Dejan Crnek, cenjena državna svetnika Tone Hrovat in Branko Šumenjak, cenjena ekscelenca, Your Excellency, Ambassador of the Kingdom of the Rising Sun, spoštovani nastopajoči in tudi partnerji, veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu častnega pokrovitelja Rastoče knjige, Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. Dogodki, ki slavijo našo kulturo, jezik in državo, so mi osebno še posebej ljubi. In danes je zagotovo en tak dogodek. Ob slovesnostih in prireditvah vselej rad poudarim, da Rastoča knjiga ni navadna knjiga. Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze, tako pravi naš pesniški velikan in velik poznavalec slovenske duše Tone Pavček. Vsi mi in tudi vsi tisti, ki bodo prišli za nami, smo soodgovorni za to, da ta skrinja narodne zaveze raste z nami in da nas povezuje. Pa ne le to. Ta skrinja narodne zaveze prinaša mir v svetu, spodbuja ljudi k sodelovanju in ustvarjanju. Je neusahljiv vir pozitivne energije, ki iz ljudi izvablja le najboljše. Slovenci smo narod, ki si je svojo samostojnost in neodvisnost izboril tudi s peresom in na to smo lahko ponosni. Naši literarni velikani so bili nesluteno nosilci velikih sprememb, ki jih danes živimo in udejanjamo. Kultura in z njo slovenski jezik sta čvrsta podstat narodne zavesti Slovenk in Slovencev ter vseh, ki imamo iskreno radi Slovenijo. Da pa bi pri tem temeljnem ohranili čvrstost, stabilnost in neomajenost, moramo brati, pisati, pesniti, razmišljati in ustvarjati, seveda ne nujno v tem vrstnem redu. In prav to je najpomembnejše poslanstvo naše Rastoče knjige. Rastoča knjiga je prerasla meje naše države, jih odpira na stežaj drugim narodom sveta kot prijateljica, zaveznica in sopotnica miru ter povezovanja. Portali Združenih rastočih knjig sveta s svojimi močnimi sporočili vzpostavljajo neko stanje vznesenosti, slovesnosti, vsemogočnosti, ter so izjemen obet, da se svet lahko vrti v pravo smer, v smer miru in bratstva, če se ljudje tako odločimo. Pa ne le to, znajo nas razsvetliti v najbolj temačnih trenutkih, celo takrat, ko v svetu divjajo vojne in epidemije. Mogoče prav zato ni naključje, da ravno danes širimo združenje Rastoče knjige sveta tudi sami kot 15. država v nizu pridruženih članic. Čas, ko Rastoča knjiga praznuje svoj 20. jubilej in naša država Slovenija svojega 30. je odlično odmerjen za to vrstno širitev ter praznovanje.
Sporočilo države Slovenije svetu pa ne more bolje ubesediti nihče drug kot naš največji poet France Prešeren. Državni svet kot drugi dom slovenskega parlamenta se ponaša s tradicijo širine različnih družbenih interesov ter dediščino pluralnosti, je zagovornik kulture, različnosti in uravnoteženosti. Rad poudarim, da se pri svojem delu ves čas trudimo uravnotežiti politično nihalo z znanjem, močjo argumentov, izkušnjami, pa tudi s kulturo sporazumevanja, kar je v svetu politike, kjer je vse preveč sovražnosti in razdiralnosti, prav zdravilno. Prešernova Zdravljica tako že dolgo ni več le Prešernova. V teh 3 desetletjih je ponarodela z generacijami mladih in malo manj mladih državljank in državljanov Slovenije, ki smo jo složno izbrali za svojo himno. Dragi prijatelji in prijateljice Rastoče knjige in Združenih rastočih knjig sveta, čas, v katerem je Prešeren napisal Zdravljico, je bil vsekakor turbulenten čas. Pogosto govorimo o njem kot o preporodu narodov ali o revoluciji sprememb. Klic Zdravljice po svobodi je univerzalen. Z njim se ne identificiramo le Slovenci, temveč vsi zatirani narodi sveta, ki hrepene dočakat dan brez prepirov. Čeprav je ne poznajo, jo v srcu nosijo tudi pogumni Ukrajinci, ki že več mesecev branijo svojo državo pred rusko agresorsko vojsko, ter so zanjo pripravljeni žrtvovati najsvetejše, svoja življenja. Vrednote, ki prežemajo te znamenite Prešernove verze in ki bodo odslej zapisane na slovenskem portalu Združenih rastočih knjig sveta, so prepoznane tudi v okviru naše širše evropske družine. Svoboda, sožitje, solidarnost, strpnost, sodelovanje, sobivanje niso zgolj nedosegljivi ideali, temveč nas France Prešeren v svojem bogatem narodoljubnem pesniškem oposu opogumlja, da je pred nami svetla prihodnost, v kateri bodo te vrednote polno živete, cenjene in spoštovane. Zato je naša dolžnost, da se vsak po svojih močeh trudimo čim prej dočakati ta dan, da si med seboj pomagamo in se bodrimo. Le tako bomo lahko skupaj uzrli to žarečo zoro upanja. Naj raste in se razvija, naj seže čez meje, čez morja, čez gore, čez planjave, ideja Rastoče knjige, ideja tistih, ki so Slovenijo nosili v srcu takrat, ko še ni bilo čutiti njenega rojstva. Naj bo prepir iz sveta pregnan, naj bo spoštovan vsak človek, ne glede na to, kje živi, koliko je star, koliko zna, koliko ima in kakšne so njegove želje. Naj živijo Rastoče knjige sveta, naj živi mir med nami in med vsemi ljudmi. Hvala.
Spoštovani zbrani, zdaj pa prehajamo k osrednjemu trenutku današnjega dogodka, širitvi Združenih rastočih knjig sveta s 15. državo Slovenijo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je kot osrednje literarno delo izbrala Prešernove poezije, in sicer Zdravljico, ki med drugim opeva svobodo in sožitje med vsemi narodi sveta. Evropska komisija je Zdravljici pred 2 letoma podelila znak evropske dediščine, ki priča o evropskih idealih, vrednotah, zgodovini in povezovanju. K mikrofonu pa sedaj vabim našega znamenitega filmskega in gledališkega igralca, gospoda Pavla Ravnohriba, člana Anton Podbevšek teatra iz Novega mesta, da z njim podoživimo plemenito Prešernovo sporočilo Slovencem in vsem narodom sveta. Izvolite. Prijatelji, odredile so trte vincenem sladkom, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopil vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Komu narpred veselo Zdravljico bratječmo zapet? Bog naša nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našega treši grom, prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. Bog živi v Slovenke, prelepe, žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vina šup. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker po nas bodo vas, jo srčno branit klical čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepenelo čakat dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo, vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Sedaj pa je nastopil svečani trenutek, ko vabim gospod predsednico društva, gospod Marjano Kolenko in vse častne goste, da otvorijo portal. Izvolite.
Pri izvedbi svečanega dogodka se zahvaljujemo vsem, ki ste k temu kakorkoli pripomogli. Posebna zahvala velja Mestni občini Ljubljana, ki je obnovila portale Združenih rastočih knjig sveta, na novo namestila vertikale z napisi vseh sodelujočih držav, vzpostavljena je povezava predstavitev spletnih vsebin na način QR kod. Predvsem pa v imenu Društva Rastoča knjiga in vseh projektov sodelujočih držav iskrena hvala Mestni občini Ljubljana za vzdrževanje tega lepega parka, ki postaja medij interaktivnega širjenja glasu o našem spoštovanju kulture in umetnosti vsemu svetu. Hvala izvrstnemu igralcu gospodu Pavlu Ranohribu za recital. Za glasbeni program se prav lepo zahvaljujemo trobilnemu kvintetu policijskega orkestra in njegovemu vodji gospodu Miho Salobirju. Hvala. Glasbenike naj še enkrat povabim, da nas razveselijo in poživijo naša čustva, nato pa ste vsi lepo vabljeni, da skupaj nazdravimo Združenim rastočim knjigam sveta in prijateljstvo med vsemi narodi, za kar se zahvaljujemo donatorju Bauhaus podjetju, pa tudi predstavnici podjetja Krka, ki je tudi naš generalni pokrovitelj skozi vsa ta leta. Hvala vsem, srečno!